Lepo pozdravljeni v zadnji letošnji oddaji Splet dogodkov tedna. Poglejmo, kaj se je v tem tednu dogajalo doma in po svetu. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je pred dnevom samostojnosti in enotnosti na Brdu pri Kranju podelila državna odlikovanja. Zlati red za zasluge sta prejela parastrelec Gorazd Tiršek za izjemne športne uspehe ter pomemben prispevek k razvoju parastrelstva in parašporta ter Arhiv Republike Slovenije za izjemen pomen pri ohranjanju pisne kulturne dediščine in za koordinacijo Državne arhivske javne službe, ki letos obeležuje 80 let delovanja. Prvoosumljeni 21-letni romski krajan Sabrijan Jurkovič, ki so ga priprli takoj po smrti Aleša Šutarja konec oktobra v Novem mestu, je bil 12. decembra izpuščen iz pripora. Na podlagi novih izpovedi prič in dodatnih dokazov je tožilstvo nato predlagalo preiskavo in odreditev pripora zoper drugega osumljenca, ki je bil s strani sodišča že poslan v pripor. Kazenski postopek še ni končan, saj tožilstvo še preiskuje izvedenska mnenja o vzroku smrti pokojnega Šutarja. Državni zbor je soglasno potrdil predlog deklaracije o hudih kršitvah pravic otrok v vojnah in oboroženih spopadih. Poudaril je potrebo po spoštovanju mednarodnega prava in zaščiti otrok v konfliktih, ter pozval politične akterje in mednarodno skupnost k večji zaščiti otrok ter preprečevanju teh kršitev. Ta poziv je del širših prizadevanj za varstvo otrok v skladu z mednarodnimi konvencijami, kot je Konvencija o otrokovih pravicah in njen izbirni protokol o otrocih v oboroženih spopadih. V petek prejšnji teden je MDGN Auris Kranj v Prešernovem gledališču Kranj organiziralo slavnostni dogodek ob 80. obletnici delovanja društva. Člane kranjskega društva so nagovorili župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Gorazd Orešnik in predsednik Aurisa Kranj Boris Horvat. Več o tem kmalu v prispevku na Spletni TV. Svetovna zdravstvena organizacija WHO je sporočila, da se je v večjem delu Evrope sezona gripe začela približno 4 tedne prej kot prejšnja leta. Gre za intenzivno, tako imenovano supergripo, ki se širi hitreje kot običajni sezonski sevi. WHO zato svetuje cepljenje, ostajanje doma v primeru bolezni ter osnovne preventivne ukrepe za zaščito ranljivih skupin in zmanjšanje širjenja virusa. Včeraj so na zasedanju voditeljev članic Evropske unije v Bruslju v Belgiji potrdili, da bo Evropska unija Ukrajini v prihodnjih 2 letih namenila 90 milijard evrov. Voditelji so po večurni razpravi dosegli kompromisni dogovor o posojilu Ukrajini, podprtem s proračunom Evropske unije, namesto uporabe zamrznjenega ruskega premoženja. Evropski poslanci so v Strasbourgu v Belgiji podprli pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav po vsej Evropski uniji. Pobudo je sprožil Inštitut 8. marec iz Slovenije, saj po številnih delih Evrope ženske še vedno nimajo celovitega dostopa do splava. Za to pobudo je glasovalo 358 evroposlancev, 202 sta bila proti, 79 pa vzdržanih.
V nedeljo sta 50-letni oče in 24-letni sin na znameniti plaži Bondi v Sydneyju v Avstraliji streljala na udeležence, ki so praznovali judovski praznik. Umrlo je 15 oseb, starih med 10 in 87 let. Ranjenih je bilo 40 ljudi, ki so jih prepeljali v različne bolnišnice na območju Sydneyja, vključno z 2 policistoma. Avstralske varnostne sile so med streljanjem ubile 50-letnega napadalca. Oba napadalca naj bi gnala ideologija Islamske države. V prostorih ZDGNS je včeraj potekala podelitev najboljših gluhih športnikov 2025. Gluha športnica leta je postala atletinja Leja Glojnarič, pri moških pa tenisač Marino Kegel. Ekipa leta je bila šahovska reprezentanca gluhih. Za najobetavnejšega športnika je bil izbran Alessandro Ambrožič. Najboljše športno društvo je 5. zapored postal MDGN Auris Kranj. Na Brdu pri Kranju je bila včeraj slavnostna podelitev parašportnik leta 2025. Naslova parašportnice in parašportnika leta sta prejela gluha atletinja Leja Glojnarič in gluhi tenisač Marino Kegel. Najboljša ekipa je postala ženska reprezentanca v odbojki sede. Priznanje za obetavna mlada športnika sta prejela igralka namiznega tenisa Karin Praček in gluhi plavalec Alessandro Ambrožič. Podeljeni pa so bili tudi srebrni in zlati znaki za dosežke na olimpijadah gluhih. V Kinodvoru bo jutri, 20. decembra ob 13:20, dodatna projekcija filma Belo se pere na 90 s slovenskimi podnapisi. Vstopnice so že v prodaji. Osebe z invalidnostmi lahko vstopnice tudi rezervirajo, in sicer preko telefona 01 239 2217 ali elektronske pošte blagajna@kinodvor.org. Jutri bo na Primorskem in v severozahodnih krajih precej jasno, drugod bo prevladovala nizka oblačnost ali megla. V Vipavski dolini bo čez dan zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4 stopinje Celzija, v slovenski Istri 8 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 3 do 8 stopinj Celzija, na Primorskem od 10 do 15 stopinj Celzija. V nedeljo bo v gorah in na Primorskem dokaj jasno, drugod po večini oblačno in megleno. V ponedeljek se bo nadaljevalo precej oblačno in suho vreme. Kretnja tedna je pirotehnični izdelki. Kreta se tako. To so ognjemeti, petarde, rakete, bakle in dimni učinki. Ker se bliža čas božično-novoletnega praznovanja, policisti, gasilci in reševalci vse pozivajo k odgovornemu ravnanju s pirotehniko. V nasprotnem primeru to lahko pusti trajne posledice, največkrat pri otrocih in mladostnikih. Sedaj smo pri koncu oddaje. Želimo vam prijetne božično-novoletne praznike ter obilo zdravja, veselja in uspeha v novem letu 2026. Z vami bomo ponovno v petek, 9. januarja 2026. Do takrat se imejte lepo in srečno 2026.